ki nedvomno in jih nedvomno sodila, da se torej v nekaterih državah članicah Evropske unije še vedno častijo komunistični voditelji in zato izrazila zaskrbljenost. Zaskrbljenost tudi zato, da je predsednik Republike Slovenije podelil visoko odlikovanje Tomažu Ertlu, nekdanjemu šefu tajne komunistične policije. To odlikovanje je za SLS posmeh vsem, ki so iskreno delovali za osamosvojitev Slovenije, saj Ertlovo sodelovanje v poskusih zatiranja demokratizacije in njegov odnos do demokratično izvoljene oblasti in osamosvajanja Slovenije znan in prepoznan kot tak, da je odlikovanje takih ljudi za SLS nesprejemljivo. Poudariti želim, da v SLS podelitev državnega priznanja gospodu Ertlu razumemo kot ponovno ideološko izzivanje. In gre torej izključno za spodbujanje ideoloških prepadov, namesto da bi slovenska politika vse sile usmerila v reševanje ključnih problemov, s katerimi se soočamo danes. Poudariti tudi želim, da smo v Slovenski ljudski stranki bili med pobudniki predloga, da slovenski parlament podpre resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu in smo kot edina opozicijska stranka letos podprli spremembe zakona o žrtvah vojnega nasilja in med drugim status žrtve, ki med drugim status žrtve priznava otrokom, katerih starši so bili žrtve delovanja partizanov ali zaveznikov. V obravnavi te tematike v imenu Slovenske ljudske stranke želim posebej izpostaviti, da je Slovenska ljudska stranka že v svoji kongresni resoluciji leta 1994 zapisala, da spoštujemo vse, ki so se borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. Se smo morali premagati in preživeti 3 totalitarizme, da smo in da lahko svobodno zaživimo. V SLS tudi najodločneje nasprotujemo poskusom, da se vse udeležence in podpornike partizanskega boja obsoja za izvensodne poboje in medvojno ter povojno revolucionarno nasilje. Tudi obsojanje vseh članov komunistične partije za ta dejanja je najbrž krivično. Dejanja so načrtovali in zagrešili konkretni posamezniki iz vodstva partije in obveščevalnih organizacij, ki naj za svoja dejanja tudi končno odgovarjajo. Enako za SLS ni sprejemljivo in je nedopustno, da se vse pripadnike domobranstva in drugih protikomunističnih organizacij obsoja za prisego okupatorja in izdajstvo. Krati v SLS že dolgo poudarjamo, da je treba krivice storjene komorkoli v slovenski polpretekli zgodovini čim prej popraviti. To je edini način, da se Slovenija spravi in pomiri svojo preteklostjo, da prizna vsem žrtvam enake pravice in enotno zastavi cilje za prihodnost za vse slovenske državljanke in državljane. Država Slovenija in slovenski narod potrebujeta enotno politiko za izhod iz krize, ne potrebujeta pa delitev iz zgodovinskih ideoloških nasprotij. Upam, da bo kmalu prišel čas, ko bomo zmogli kot država in narod tako presojati našo zgodovino, predvsem zaradi naše prihodnosti in prihodnosti naših otrok. Manjka nam pokončnih in zavednih Slovencev. Veliko takih je bilo v preteklosti in bodimo spoštljivi do vseh.